pa se spet skupaj družimo. Vesela sem, da imam tokrat ponovno v oddaji tako izjemen vokal, kot je Brigitin. Tako da, Brigita, pozdravljena. Pozdravljena Maja in lep pozdrav vsem gledalcem TV Celje. Lep pozdrav tudi tebi. Zaupaj mi, kaj počneš sedaj, ko so takšni časi, da ne moramo nekako hoditi na koncerte ali pa v tvojem primeru nastopati na koncertih, kaj se kaj odvija doma? Doma se marsikaj odvija, ne. Dobro, ne sedim glih križem rok, ne. Učiteljica klavirja sem in glasbene pripravnice, tako da službo v glasbeni šoli seveda aktivno upravljam, zdaj tudi fizično, nekaj časa smo pa delali od doma. Tako da sem kar zaposlena. Ta višek časa pa rada seveda tudi ustvarjam. Tako da, dobro, 2-3 skladbice so nastale v času korone, zdaj pripravljam eno novo, ampak upam, da v prihodnjih tednih, no, da pride tudi do vas, do poslušalcev. Sicer pa, veš kaj, tako lepo sončno vreme je, tako da danes konkretno sva malo sadila rožice z možem, urejala okolico, palme iz zimskega spanja prenesla na zrak, tako da take stvari, no. Take stvari tudi rada počnem v prostem času, tako da me pomirja in relaksira in prav vesela sem, da je v tej koroni pa več časa za te stvari, ker ga je vedno zmanjkalo, recimo. Res je. Tako da ustvarjalna na vseh področjih, tudi med vrtičkanjem. Si pa omenila, da se sedaj pripravlja nekaj novih komadov. Enega si bomo tudi mi tukaj pogledali, ki je nastal 3 mesece nazaj, če se prav spomnim. V takšni Že 3 mesece, ja. Hitro gre čas, ja. Zima je izredno hitro šla in pa celotno prejšnje leto, tako da ob koncu najinega pogovora sem vesela, da bomo se spet malo preselili nazaj v te zimske in pa snežne valove. Bi mi pa zaupala, kakšno pa bilo prejšnje leto glede ustvarjanja oziroma na splošno in kakšno je leto za naprej, si postavila kakšne cilje morda? Jaj, ciljev pa želja je veliko, ne, predvsem želja, recimo, ne. Ampak tako nepredvidljivo leto, ne, upala sem že decembra v bistvu, da z januarjem pride pa super eno krasno leto, da smo se otresli tega virusa, ampak kaže še vedno ne dobro, ne. In glede na to, da čas tako hitro laufa, ne, zdaj smo že v bistvu skoraj v aprilu, ne vem, nisem rada nekaj optimistična, ne. Nastopala sem lani nazadnje julija v bistvu. Okej, v prostem času tudi kaj posnamem, pa tako da vsake toliko časa objavim kakšno skladbico od doma, ampak to ni to, ne. Želim si nastopati, želim si spet na oder, tako kot vsi ostali glasbeniki. Krasno bi bilo, če bi kar naenkrat zafunkcionirali spet sproščeno, ne, da bi se lahko družili, zabavali, ampak se bojim, da se to še ne bo kmalu zgodilo, no. Tudi recimo z možem vsako leto, zdaj že 5. naj bi bil lansko leto, ampak je odpadel, organizirava Mednarodni otroški pevski festival Brežice, na katerem sodeluje veliko evropskih držav. Res gre za en velik 3-dnevni dogodek in lansko leto je odpadel, recimo ravno zaradi korone, epidemije. Letošnji smo pa nekako optimistično si zastavili, a ne, saj morda pa bo, a ne. Ampak ne vem. Taka negotova prihodnost se obeta, ne, tako da nekako želimo si, no, saj mislim, da bomo speljali, če ne drugače pa po spletu, ampak kar se nastopov tiče, pa ne vem, ne upam biti ravno optimistična. Bomo pa ostali optimistični, kajti kot si prej povedala, za dosti drugih stvari je sedaj ostalo več časa kot za ustvarjanje, tako novih videospotov, za kar sem neizmerno vesela, kajti vidim, da se kar kopičijo tukaj pri nas in pa vsak teden lahko zato oddaja poteka nemoteno. Tako da sem vesela, da glasbeniki niste izgubili te ustvarjalne žilice in pa nekako peljete to naprej. Ja, hvala Bogu, da je Skype, ne, da smo vsaj s tehniko tako daleč, da se lahko tako slišimo, a ne. Sicer skoraj pri vseh televizijah laufa intervjuji zdaj preko Skypa, ne. Hvala Bogu za to pa za splet, ne. Marsikaj se je prilagodilo, verjetno pa tudi snemanje videospotov, ne. Sedaj so se male razmere majčkeno sprostile, kako pa je bilo prej ustvarjati preko spleta in pa se prilagajati? Je bil to kak dodaten izziv ali je potekalo vse normalno? Seveda dodaten izziv, ne, saj marsikdo recimo niti ne more posneti, ne, mislim, sploh, če so bile regije ali pa občine zaprte, nisi smel iti nikamor, na primer, ne. Ampak jaz imam to srečo, da imam glasbeni studio pravzaprav doma v hiši,
in tonskega mojstra tudi ob sebi, ki se za svoj hobi ukvarja tudi z izdelavo videospotov, tako da nam kar veliko uspe ustvariti skupaj. Ne rabimo še kakšnih dodatnih, recimo, ljudi. In sem, kar se tega tiče, veliki prednosti. Sicer pa ne vem, bi bilo pa res težko. Zaribani pogoji so. Dobro, zdaj je lahko do 10 ljudi, recimo, na kupu. Ampak neko obdobje je bilo pa res še malo bolj. Pa zdaj se nam spet obeta lockdown, tako da ja. Bomo Je izkoristili izziv drugače. zdržati, ampak je pa treba ta čas izkoristiti pa za druge stvari. Jaz sem vzela to kot neko tako regeneracijsko leto. Naspala se nisem še nikoli tako, kot zdaj, recimo, dejansko se mi zdi, da se mi je telo spočilo in navadilo na nek tak bolj umirjen življenjski stil. Prej sem bila veliko na cesti, zdaj malo manj, oziroma dost manj. In časa imam več za druge stvari, ki jih pa tudi rada počnem in sicer ne bi imela, recimo, kot je na primer vrtičkanje, ukvarjanje okrog hiše, gibanje v naravi, sprehodi daljši in tako naprej. Tako da vse je za nekaj dobro, jaz pravim. Verjamem. In pa tako, kot si omenila, sedaj se regeneriramo, 1 leto boste tudi glasbeniki prišli k sebi v polni moči, potem pa bomo vse te koncerte nadoknadili in pa vas spet prišli poslušati, tako da so svetle luči in ne bomo obupali in smo veseli, da imamo tukaj vas in pa tudi ostale glasbenike, ki nas vsak dan na to opomnite. Res je, komaj čakam, da zalaufamo in pa bomo pa nadoknadili vse za nazaj in za naprej, verjamem, da. Super, tudi res je tako in pa komaj čakam. Komaj pa čakam, da si malo pogledamo tudi ta naslednji videospot, ki je prišel ven v zimi, takrat je bil še snegec, sedaj so tako lepe spomladanske razmere, ampak zima je ipak moj najljubši letni čas, tako bom rekla. A res? Ja. Ja, super, me veseli. Saj dobro, zimska je dela tudi, ja. Če sem doma, recimo, pa čez okno opazujem, kako sneg pada, recimo, ali pa če sem na smučišču, ki mora biti soncem obsijano, da je zame, recimo, idealno. Uživam, ampak drugače pa ne maram ravno nizkih temperatur. Jaz sem čisto poletni tip človeka, tako da zdaj april, maj, junij, julij do avgusta je moj najljubši letni čas v bistvu. Poletje, tako da se veselim, da gremo v to smer. Ja, saj bo kmalu, tukaj je že april in pa potrkalo je sonce na vrata, za kar sem neizmerno tudi vesela. Kateri je pa tisti tvoj najljubši poletni kotiček, kamor se rada odpraviš? Morje, obožujem morje. Sonce, morje, tako da kadarkoli, kamorkoli. Moj najljubši kotiček je dejansko nekje na eni taki malo bolj odmaknjeni, ne preveč nagužvani plaži in jaz lahko zrajem v morje cel dan in ležim na tisti plaži. To je tisti moj največji užitek, po moje, ja. Tako, in poletje bo kmalu tukaj in upam, da bodo takrat tudi razmere dopuščale, da bomo šli na kakšno plažo in pa tam uživali. Če ne druga pa s tvojo glasbo. Tako da res čas je ta prav tudi za ustvarjanje. Zdaj pa bi majčken več o tem tvojem videospotu. Ima zelo luštno sporočilo, kajti ne smejo obupati, naslov je Iz srca. Od tebe smo navajeni, da so dejansko vsi komadi res tako srčni, kakor si tudi ti srčna oseba in to predaš z glasbo naprej našim gledalcem. Kako pa je bilo, kako je nastalo to besedilo in pa sama ideja za ta videospot? Hvala najprej na komplimentu. Ugotavljam tudi sama, da sem vsako leto mogoče bolj čustvena in vse bolj se zavedam, da mogoče, sem že slišala dostikrat očitke, saj ne moš pa v življenju vse samo s srcem gledati pa tako naprej, je treba tudi z razumom, ampak jaz še vseeno mislim in dajem prednost vedno srcu. Tako da ta skladba je nastala ob klavirju, dejansko malo več časa sem imela in sem se usedla in ob klavirju, če kaj nastane pri meni od mene, recimo, kakšna glasba je to ponavadi počasna, s kakim čustvenim besedilom, predvsem pa iskrena in iz srca. In me veseli, da so poslušalci to tudi začutili iz te skladbe. Mislim, da bi večkrat morala gledati s srcem. Predvsem se mi zdi, saj je dosti srčnih ljudi, ampak mogoče malo prevečkrat nekateri uporabljajo zgolj razum. Sočutja ni nikoli preveč in pa iskrenosti in o tem govori skladba. Tako se že veselim, res, da si ga skupaj pogledamo, ne le zaradi sporočila, ampak tudi zaradi snega, kot sem omenila, to je moj letni čas. Tako da, kaj pa lahko pričakujemo od teh naslednjih spotov, ki si rekla, da jih pripravljaš?
Jaz sem rada tudi živahne skladbe, ne predvsem na odru sem rada živahna, tako da delam svojo glasbo, rada dobro vzdušje na nastopih, tako da je že čas, da posnamem eno živahno skladbo, oziroma kot sem že prej rekla, že imam posneto, samo še video spot za njo naredim, pa upam, da v teh tednih izide, tako da taka živahna, spet s takim pozitivnim sporočilom. Super. Torej, to pomeni, da se kaj kmalu spet vidimo? Takoj, ko bo, pokličem Majo. Z veseljem. Upam, da do takrat bomo lahko se videli že v živo v našem studiu, če ne pa takole tudi super deluje preko Skypa. Najbolj važno je, da te vidimo in pa slišimo in pa si na to pogledamo tvoje dobra sporočila iz videospotov, tako da držim pesti. Hvala in komaj čakam, da se oglasim tudi na TV Celje v živo, ja. Tako, zdaj pa je čas, da si mi skupaj pogledamo naslednji videospot, o katerem smo sedaj govorili, iz srca. Jaz tudi želim tebi vse iz srca dobro in da se bodo, kakorkoli bo se sedaj naprej odvijalo, ampak čim bolj v prid vam glasbenikom, da boste kaj kmalu lahko spet na odrih, morda v tvojem primeru nekje ob morju, da lahko zjutraj in pa naslednji dan uživaš. Ta čas pa te poslušamo zvečer, kako boš predstavila svoje nove komade. In pa tudi našim glasbenikom želim, da si iz srca ogledate tale videospot in pa da si to besedilo tudi za sebe majčkeno vzamete in pa tam noter zapoješ tudi, da naj ne obupajo, in mislim, da je to zelo, zelo pomembno, predvsem v teh časih. Tako da, hvala lepa. Hvala tebi, Maja. Ja, zelo pomembno, da ostanemo pozitivni in da, čeprav se nam zdi, da smo zelo omejeni, a ne, smo pa po drugi strani moramo biti srečni, da imamo več časa za preživljati trenutke z našimi najdražjimi, kar nam je prej recimo skozi manjkalo. In ravno o tej hvaležnosti govori skladba. Tako da ali na suhem, ali ob vodi, kjerkoli, da že upam, da se kmalu snidemo z gledalci tudi na kakšnem živem nastopu. Dotlej pa iz srca želim tebi, Maja, in pa vsem gledalcem vse dobro. In ostanite zdravi. Hvala lepa. In pa poglejmo si videospot Brigitte Schuler iz srca.